zvezde teh soočenj so v resnici voditelji in voditeljice, še posebej na komercialni televiziji. Ne? A se kdaj kakšen politik spozabi in misli, da je on zvezda, pa ga je treba prizemljiti to pogledno? Da bi kdo prevzel to vlogo. Zdaj, tako, da bi poskušal biti pokroviteljski, pa zdaj on malo tako, bom pa jaz zdaj vam objasnil, pa take stvari. Pa seveda se to Ali velikokrat vidimo. Velikokrat vidimo. Ampak kot rečeno, naši voditelji so res izkušeni. Za temi izkušnjami stojijo še res izkušeni uredniki. Da bi se karkoli v tem smislu nepredvidenega zgodilo, mislim, da ne. Ampak je pa vse to, če nekdo poskuša na nek način malo prevzeti in si z neko potezo ta kratek čas, ki ga pač ima na voljo, zdaj nekako zasijati, pa se to pa smo videli že številne primere. Tako da ja, seveda, na ta presenečenja smo pripravljeni, seveda si pa za voljo dobre televizije tudi obetamo, ne. Tudi kakšne se sem čakaj, Aljaž, kaj si rekel, saj vemo, zvezde so voditelji. Mislim, ne vem, če so te oddaje zaradi voditeljev. Ja, niso, ne, ampak zdaj, veš, če bi jaz vodil soočenje na Pop TV, po mojem, da ne bilo to gledano, ker če ga vod Darja Zgonca ali pa Petra Kršmar, ne, to že moramo biti toliko realni, ne, da tudi ime voditelja in voditeljice vendarle potegne neke svoje in da tudi neko avtoriteto celi stvar. Ja, mislim, to sigurno, ne, ampak po mojem je prva napaka, ki se lahko zgodi, da po soočenju, mislim, seveda ja, zvezda voditeljev v smislu ali pa voditeljcev v smislu, da je imel pod kontrolo dogajanje, ampak, a veš, mora se pogovoriti o tistem, po mojem, kar je vsebina, kar bi tisti, ki so noter, za kar so pripeljani. No. So zvezde, ampak so zvezde z razlogom. Ne, torej ni to, da si zvezda sam po sebi zato, ker si pač, ker vodiš to soočenje, ampak oni vodijo soočenje zato, ker to znajo.